Gospod z vami. Svetega Evangelija po Marku. Isti čas je Jezus rekel svojim učencem: pazite in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas. Tako bo kakor človekov, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje pravilo. Vratarju pa je naročil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar, zvečer ob polnoči, ob petelinjem petju ali ob zori, da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Ker pravim vam, pravim vsem, čujte. Kristusov evangelij. Smo v cerkvi Svete Trojice, nepostavljen Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Morda bo tudi naše razmišljanje danes take v trojki. Odkar začnimo. Adventni venec je eno veliko znamenje na začetku cerkvenega leta. Ne samo, da se pripravljamo na Jezusovo rojstvo. Pripravljamo se tudi na drugi Jezusov prihod, na katerega in proti kateremu moramo biti čuječi, budni. In še ta tretje, tudi danes, pri vsaki sveti maši, je Jezusov prihod med nas. V oltarnem sakramentu, ko ga prejmemo v srce in na nek način je že vsako srečanje pri sveti maši, ko prejmemo Gospoda Božič. Še se ustavimo ob adventnem vencu. V krogu je. Naj naša ljubezen, potrpežljivost, pomoč, sočutje, ljubezen nikoli nima konca. Okroglo je, kot prstan. Potipajte si ga. Pa imate na roki, poročeni možje in žene. Zelen je venec. In prav je, da je zelen. Tudi tukaj, tale majhen, ko ste mi ga podarili, ima tudi zelen. Kaj pomeni to? Rast. Ni nekaj, kar se usuši, ampak je zeleno. Je upanje. In še razmišljamo naprej. Koliko ima adventni venec sveč? Nisem nič slišal. 4. In danes gori prva sveča. Postopoma. Ena velika tolažba meni in tudi vam, da nismo kar svetniki, kar v danes, ampak da moramo rasti v prizadevanju, za to, kar sem že prej omenil, za potrpežljivost, za sočutje, za medsebojno ljubezen. To kot prvo znamenje, ki naj nas teh dneh spremlja, adventni venec. Glejte, kako boste doma ob njem. Vse veste, vse ste že veliko prebrali, vsako leto slišite. Drugo, pred nami, v petek, je praznik Brezmadežne. Eno veliko sporočilo v tem začetku cerkvenega leta. Marija Brezmadeža spočeta prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, da bi Marija bila res tisto znamenje na naši poti. Ne samo do Božiča,
ampak do drugega Jezusovega prihoda. In še tretje, kot Sveta Trojica, tretje, kaj boste rekli? Je pa to, na kar se pripravljamo skozi advent, pa je Božič, praznik Jezusovega rojstva. Torej, Sveta Trojica, adventni venec, brezmadežna in pa Božič. Duhovniki radi rečemo, kaj vse moramo napraviti v adventnem času. Včeraj sem imel to priložnost, da sem bil v Velikih Laščah z mojim sošolcem Petro Opeko. Veste, kako je on pridihal? Vzel je mikrofon, se postavil spredaj in govoril. Pa je to eno tako lepo med drugim, je rekel, maša traja tam po 2 uri in še več. Pa je dal eno tako lepo sporočilo, ki lahko tudi nas spremlja skozi adventni čas. Pravi, mama me je učila, poleg vsega drugega, da nikoli ne smem spregledati berača, reveža, ki pride na moja vrata. Toliko prilik imamo tudi mi, da vidimo človeka v stiski. In to že delate in to še delamo naprej. Saj tudi danes je nedelja Caritas. Ko sem pa bil tudi prej v Ivančni Gorici, kjer je bilo zbranih nad 30 bolnikov, invalidov, danes je tudi Svetovni dan invalidov. Maša, potem pa Miklavž je prišel in Miklavž je med drugim rekel tudi tole, spet eno, lahko rečem, ta drugo sporočilo za naš adventni čas. V eni ženi so vse vedeli. Kaj dela dobro in kaj dela slabo. In tam so govorili. Ona pa se malo razburi, pa vpraša, pa reče, a veste, kako sem žalostna. Vse veste o meni, ampak nikoli me nihče ne vpraša, kako je s teboj. A mi rečemo preprosto, kako si. Da bi bilo morda tudi v našem adventnem času vse tako kratek, da bi koga vprašali, kako je s teboj. Si zdrav? Kaj potrebuješ? In če še ta tretje rečem, zgodba Boža Rustja pripoveduje tudi o tem, kako je nekdo želel Jezusa videti na svoje oči. In nikakor mu ni bilo dano. Pa je molil, pa prosil. Pa je njegov oče vprašal, se že srečal Jezusa? In prav, ne. To pripovedujem čisto v kratkem. Potem pa potrka na ta sinova vrata en berač. Ves tak, škornih, zamazan. In je dal nekaj za pojesti. Je rekel, ti razcapanec, ti berač, bežiš hiter ven iz hiše. No, in je šel. Oče tega sina vprašal, a se zdaj že srečal Jezusa? Kje pa, nisem ga že srečal. Veš, prišel pa je eden berač, ki je nekaj prosil, pa sem ga nagnal ven. Pa je rekel, oče, vidiš, to je bil Jezus, ki je prišel. Ti bi ga moral slišati, videti in kolikor se da tudi pomagati. Drage sestre in bratje, jaz prvi, potem pa vas vse povabim, da smo v tem času velikodušni. Kot misionar, ki danes hoduje, Frančišek Ksaver. Da se zgledujemo po Mariji.
da smo Miklavži, ki znamo obdarovati drugega, kakor nas Sveta Trojica in Cerkev obdarja tudi s tem svetim adventnim časom. Amen.